Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je sreda, 7. maj 2025. Z vami sem Mitja Sagaj. V nadaljevanju. Študenti v Srbiji zahtevajo predčasne volitve. Opozicijo pozivajo, naj jih podpre. Razmere za Večer komentira srbski politolog dr. Dušan Spasojević. Gost tokratnega kafeja je radijec Dejan Rat, ki z Miho Dajčmanom govori o 80-letnici Radija Maribor, o pomenu lokalnih medijev za decentralizacijo, pa tudi o odbojki v Mariboru. Bili smo na dnevu odprtih vrat slovenjgraške porodnišnice in spoznali, zakaj tam rojeva vse več porodnic. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Srbski študenti v blokadi so sporočili, da zahtevajo razpis predčasnih volitev. To je prvič v pol leta, kolikor protestirajo po tragediji v Novem Sadu novembra lani, da so se politično artikulirali. Volitve zahtevajo, ker oblasti niso izpolnili njihovih zahtev, globoka korupcija pa po njihovem prepričanju ovira delovanje državnih institucij. Dogajanje v Srbiji spremlja naš novinar Jon Knez, ki je zdaj z menoj v studiu. Jon, zakaj so se po pol leta študenti politično artikulirali? Kaj je v ozadju tega? Ja, študenti so se torej soglasno odločili, da zahtevajo razpis predčasnih volitev. Mislim, da je to bilo le še vprašanje časa, kajti že v začetku leta so naši sogovorniki, politologi, analitiki, sociologi povedali, da lahko študenti spremembe dosežejo le s prehodno vlado, kar je takrat srbski predsednik absolutno zavrnil. Zato so zdaj šli za zahtevo po volitvah, kar se mi zdi v bistvu edina možna pot. Torej, predčasne volitve so možne. Kako bodo šli na volitve, če do njih pride? Zdaj, potrebno poudariti, da so predčasne volitve v Srbiji stalna praksa oblasti. Torej, predsednik Aleksandar Vučić jih razpisuje na približno 2 leti. Je pa zdaj se prvič zgodilo, da ga je nekdo k temu pozval, kajti v preteklosti so nekatere opozicijske stranke volitve že bojkotirale. Kako torej, recimo, če do tega pride, kako torej na volitve? Študenti so že napovedali, da bodo torej za volitve oblikovali državljansko listo, a poudarili, da oni na teh volitvah ne bodo kandidirali, temveč bodo predlagali svoje kandidate. Zdaj, kdo to bo, še ni znano. So pa pozvali vse opozicijske stranke naj ne kandidira, ampak podprejo to državljansko listo. Nekaj opozicijskih strank je že to iniciativo podprlo. Zanimivo, se je tudi predsednik Vučić že odzval na to zahtevo študentov in mimogrede, ki je sploh predsednik Vučić je. Iz ZDA se je, kot vemo, vrnil predčasno, postalo naj bi mu slabo. Ja, to, kaj se dogaja z predsednikom, oziroma kaj se je zgodilo s predsednikom ZDA, je tak en velik misterij, ne. Zaokrožilo je veliko teorij, med drugim tudi, da naj bi ga v Mar-a-Lagu, torej v privatni rezidenci ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Floridi, zavrnili, kjer naj bi se z njim srečal. Zagotovo se srečala nista. Uradna razlaga je, da mu je postalo slabo in se je predčasno vrnil v Beograd. Oglasil naj bi se v sredo, torej danes. Ni pa, na primer, odpovedal poti v Rusijo, v Moskvo, kjer ga je na parado ob 80. obletnici zmage povabil ruski predsednik Vladimir Putin. Evropa pa mu je, kot še tudi madžarskemu in slovaškemu predsedniku vlade, pokazala s prstom, da naj bo previden, kaj počne. Kako se bo odzval, še ni znano. Zagotovo, prepričan sem, da jim prisluhnil ne bo. Naš sogovornik, odlični srbski politolog, profesor na Beograjski fakulteti političnih znanosti, dr. Spasojević, je povedal, da so vsi scenariji možni, se pravi, ali bo predsednik študente ignoriral, ali pa bo razpisal volitve čim prej, torej, da jih zmede, da jim onemogoči organizacijo kampanje, ali pa da bo volitve razpisal morda septembra, oktobra, ko smatra, da bo ta uporniški duh malce upadel, ampak sogovornik zatrjuje, da volitve vsekakor bodo, le vprašanje je kdaj. Naj pa povem, da je nova srbska vlada nastopila pred nekaj tedni, sredi aprila. Novi predsednik vlade je postal javnosti neznan srbski zdravnik,
Dr. Macut, si sicer član vladajoče SNS, je pa večina ministrov ostala istih, se pravi, spremenilo se ni skoraj nič. Razen to, da je premier na prejšnji teden na srečanju z Marto Kos dejal, da je evropska integracija prioriteta te vlade, ampak to v bistvu srbski predsedniki vlade govorijo že leta, se pa ni v tej smeri storilo nič. Kaj pa Evropa se je zdaj že kakorkoli sicer raznomenjaš, seveda Marto Kos, in ta pogovora se kako drugače odzvala na razmere v Srbiji? Torej, kot sem že omenil, prejšnji teden je bila v Srbiji na dvodnevnem obisku evropska komisarka za širitev Marta Kos. Sestala se je tako z državnim vrhom kot z opozicijo in tudi študenti. Se je pa tudi odpotovala v Novi Sad, kjer se je poklonila 16 žrtvam te grozne tragedije. In pa je pozvala v bistvu srbsko oblast naj sodeluje z Evropsko unijo pri reformah, saj da brez teh ne morejo napredovati na evropski poti. No, sam sem bil 2 tedna nazaj v Evropskem parlamentu v Bruslju, kjer sem spremljal sprejem srbskih študentov. V Evropskem parlamentu jih je sprejelo kar nekaj evropskih poslancev, med njimi tudi slovenski evropski poslanci. Prisluhnili so jim in obljubili, da bodo evropske voditelje opozarjali na razmere v Srbiji, kjer se vsak dan kršijo osnovne človekove pravice, ki so tudi osnovne vrednote Evropske unije. Naj pa še povem, da je prejšnji teden se je v Mariboru ustavila skupina srbskih študentov, ki se je podala z Novega Sada do Brusla, vsak dan preteče okoli 100 km, trenutno mislim, da so v okolici Študgarta. V Bruselj naj bi prispeli 12. maja, kjer jih bo pričakalo nekaj evropskih poslancev, vabilo za sprejem so pa predali tudi predsednici Evropskega parlamenta Roberti Metsola. Super, hvala Jon za to izčrpno poročilo. Seveda razmere spremljamo dalje, tudi odziv predsednika Vučića. Več o tem pa lahko preberete v Večeru in na večer.com. Miha Dajčman je tokrat na kafe povabil Radica Dejana Rata, vršilca dolžnosti urednika informativnega programa na Radiu Maribor, ki prav tako kot naša medijska hiša letos praznuje 80-letnico delovanja. V nedeljo 11. maja bo točno 80 let od prvega oddajanja Radia Svobodni Maribor. Ta je kljub nasprotovanju Ljubljane in politike ob začetnih oddajanjih kmalu postal del nacionalnega radija, saj se je tako izkazal za zelo uporabnega pri obveščanju ljudi v takrat porušenem mestu ob Dravi. 80 leti po ustanovitvi se Radio Maribor kot del regionalnega RTV centra sooča s številnimi izzivi, ki so povezani s splošnim stanjem medijev v državi. Preveč je glasu odločevalcev in premalo glasu tistih, ki te odločitve čutijo. Med drugim pravi Dejan Rat, ki se skozi pogovor spominja tudi svojih radijskih začetkov in osnov novinarskega poklica. In razkrije tudi, zakaj je kratka vest ena najtežjih stvari v novinarstvu, medtem ko je precej lažje pripraviti 5 minut prispevka. Tudi o tem, kako se je v 2 desetletjih in pol spremenil odnos ljudi do medijev, govorita Miha Dajčman in Dejan Rat, predvsem pa o pomenu regionalnih, lokalnih vsebin, o zgodbah ljudi z periferije, ki morajo biti slišani. 80 let se je dobro delalo, so bili vzponi, so bili padci, ampak mislim, da je Radio Maribor, tako kot Večer, zelo pomemben, ne samo za Maribor, za regijo, za Podravje pa za širšo. Pomembno je, da slišimo ljudi, da ljudje povejo svoje mnenje. Zdaj smo imeli primer, verjetno tudi vi, naprimer, kaj se ljudje mislijo v uvedbi sprememb avtobusnih linij. To je pomembno, da slišijo odločevalci. Ne govorimo samo o kritikanstvu, govorimo o dobronamerni kritiki, da se ljudje, ki odločajo o drugih ljudeh, zavedajo, kakšne ukrepe sprejemajo. Da sprejmeš ukrep, ki je boljši za njega, ne ki je slabši. Lahko si naredil napako, ja, rešijo. Samo slišati jih je treba. In to govorim za Maribor generalno. Slišati je treba. Super je, da se Maribor razvija. Vidi se, da se Maribor razvija. Ampak ob razvoju mesta, novih vsebin, Maribor je Maribor, nisem center mesta. Moraš slišati tistega, ki je tudi na obrobju, ker mu je vse eno, če imaš ti fontano, tudi če je visoka 500 metrov. Na vse relevantne teme ves čas opozarjata tako Večer kot Radio Maribor. Na vprašanje, ali se v mestu zavedajo pomena, ki ga imata medija, ob radiju pa še televizija Maribor za mesto ob Dravi, pa Dejan Rat odgovarja. Citiram: "Dvomim.
Pri odločevalcih je tako, da ko govorimo lepo in izpostavimo pozitivne dosežke, smo super. Ko pa želimo razjasniti določene stvari, o katerih se nam zdi, da ne gredo v pravo smer, pa je odnos že drugačen. Mi smo tukaj zato, da opozarjamo na eno in drugo. Občutek imam, da bi bilo včasih odločevalcem všeč, da bi bila naša vloga bolj omejena, kot je. Konec citata. Celoten pogovor lahko preberete v Večeru in na vecer.com. Ste vedeli, da vse več nosečnic celo iz Ljubljane prihaja roditi v Slovenj Gradec? Čeprav pravijo okoli 1000 porodov na leto, so vendarle manjša porodnišnica, zato se lahko nosečnicam posvetijo bolj individualno. Nosečnice pritegne tudi svoboda izbire in odločanja glede gibanja, uporabe porodnih pripomočkov, aromaterapije, možnost poroda v vodi. Med porodom pa lahko porodnice prisluhnejo najrazličnejši glasbi. Da so poslušali že tudi Rammsteine, je kolegici Urški Polanski obiskala slovenjgraško porodnišnico zaupala dobrovoljna babica Klara. Del poslanstva tamkajšnjih babic je, da nosečnice vodijo, obenem pa jim tudi individualno prisluhnejo. Na dnevu odprtih vrat, ob mednarodnem dnevu babic, so si bodoči starši ogledali porodne sobe in izvedeli, kako pomembna je vloga partnerja. Ne le v porodu, ampak tudi doma. Med porodom je ključna tudi komunikacija med babico in porodnico, saj lahko le tako izpeljejo lepo zgodbo. Ponosne so, da so lahko priča tako intimnim trenutkom različnih družin. Več preberite v Večeru in na vecer.com. To je bil večerodnevni podcast Večer je zjutraj 7. maja 2025. Z vami sem bil Mitja Sagaj. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Naročite se na Večer je zjutraj. Se beremo in slišimo.